Ko reke jočejo je razstava v sklopu cikla Skrb. Skrb je cikl razstav, ki je zamenjal bivši Eko Art. Zdaj zamenjava se je zgodila zato, ker smo želeli malo bolj odpreti tematike, ki se zgodijo pod tem ciklom razstav. Skrb se nekako angleško prevaja kot Shared Knowledge Radical Belonging. Torej se poleg ekologije in skrbi za okolje nekako razširja tudi na ostalo skrb, torej na skrb za posameznika, skrb zase, skrb za druge. Ampak ta prva razstava pod tem novim imenom, Ko reke jočejo, se nekako še drži stare navade, da se v bistvu ukvarja z okoljem. Torej, razstava Ko reke jočejo je razstava, ki želi nekako obravnavati ekološke tematike, ki se dogajajo dandanes. Zdaj, izhodišče same razstave je ena situacija, en incident, ki se je zgodil pred parimi leti. Rusija je v svojih vojnih napadih oziroma svojih podvigih zastrupila reko Sejm in zame je bila tista novica zastrupitve neke reke, zato da bi škodovali Ukrajini, bila taka bizarna, popolnoma prezirna poteza, ki se mi zdela popolnoma nesmiselna. Še danes ne morem razumeti, kako lahko nekdo zastrupi reko in se pravzaprav pljuva sam sebi v skledo s tem, ko uničuje okolje, v katerem tudi sam živi. Tako da to je bil ta izhodišče, zato tudi naslov, Ko reke jočejo, in se nekako od tam začne moj kuratorski pristop, torej iskanje potem umetnikov, iskanje umetniških del, ki bojo problematizirali pravzaprav, kako se mi obnašamo do naravnih virov. Za doseganje tega sporočila oziroma za problematiziranje tega našega odnosa do naravnih virov sem poiskal v bistvu 3 umetniška dela, 4 umetnikov, ki se nekako lotevajo različnih tematik oziroma različnih aspektov tega našega odnosa in hkrati pa tudi nekako zajemajo tako naše domače okolje, evropsko okolje kot malo razširjeno okolje in potem tudi ven globalno okolje. Torej, začnemo v bistvu lahko z delom Beep Lip oziroma Ide Hirschenfelder. Gre za delo Voluminozno gibanje vodne zemlje. To je neko audio delo z projekcijo in tudi to kuliso, ki jo vidimo za mano. Delo se nekako kompozicijsko sprehodi čez več rek. Delo mislim, da je začela Ida že na Nizozemskem, če se prav spomnim, in je nekako z temi mikrofoni posnemala različne reke, različne vodotoke, med drugim tudi nekaj naših rek. In potem z tega sestavlja kompozicijo, ki spremlja reko nekako od svojega začetka pa vse do izliva. To delo hkrati tudi nudi neko kuliso, neko ozadje vsem ostalim, ker je pač prežema celo galerijo in ustvarja v bistvu nek tak atmosfero za dojemanje vseh ostalih. Drugo delo je Vrane v opustelih oljčnih nasadih. To je delo Jatun Risbe in Franka Džilivere. Ona dva delujeta kot posamično kot umetnik, ampak tudi kot skupaj imata nek cikel del. Eno je to delo, ki je v bistvu nastalo v Apuliji, gre pa v bistvu za neko, kako bi rekel, performativno delo za kamero in fotoaparat. V bistvu Jatun je prevlečena v krokarja, ki se nekako skuša naseliti v opustel oljčni nasad. Namreč v Apuliji je prišla ena huda bolezen, ki se kliče Xylella fastidiosa. To je v bistvu ena bakterijska bolezen, ki napada tako okrasne rastline kot trte, kostanje, oljke. V glavnem en kup rastlin napada, ampak je zelo pogubna. V bistvu ni, ko enkrat pride, je težko karkoli ukreniti in je v bistvu tudi težko zavreti samo bolezen. Tako da v bistvu takrat se je v Apuliji to, mislim, da je bolezen prišla leta 2019, potem se pa v bistvu postopoma to slabšalo
in tam imajo velike monokulture teh oljčnih nasadov, ki so se pač v bistvu praktično čez noč poginili in kot da ne bi bilo dovolj, da se je potem jim zgodil še požar, ki je te zadeve še dodatno zakoreninil, da pač ni več nič in da so tam ti neka okostja, neki ostanki teh dreves, ki jih še vidiš, ki so pač res malo spominjajo tudi na naš Kras. Seveda je malo hujše tam, zato ker je to tudi bilo neka ekonomski pomemben faktor za ljudi, ki živijo. Tako da to je ta evropski moment, ki sem rekel, da se malo umaknemo izven Slovenije tudi, hkrati pa v bistvu se naslanja potem na tematike monokulture, načina izčrpavanja v bistvu zemlje za naše potrebe agronomske in tudi globalno segrevanje, ker v bistvu na koncu dneva vemo, tako kot se tudi pri nas doma že dogaja, da se požari dogajajo, zato ker se pač okolje, se podnebje spreminja in se dogajajo hude suše, se dogajajo hudi tudi potem požari zaradi vročine in vsega tega. No, zdaj, zakaj se je zbrala jaton to vrano? Vrana je v bistvu neke vrste simbol smrti in tudi preroda in v bistvu nekako simbolno gremo skozi ta video, kako se ta vrana skuša soočati s tem in potem pač, ker je to pogubljena narava, je tudi vrana na koncu vsega skupaj pogubljena v tistem oljčnem nasadu. Takrat v bistvu za ta preskok, čist vizualni, kako vrana umre in da se dejansko nekaj obrne, sta v bistvu izkoristila termično kamero in v bistvu ta črno-beli posnetek, ki je skozi nekih teh normalnih črnih-belih barvah, se potem kar naenkrat spremeni in izgleda, kakor da bi gledali inverz oziroma negativ, ampak ni, v bistvu gre za termično kamero, tudi gledamo malo drugačen prikaz tega. Na razstavi smo poleg videa in poleg videa razstavili tudi nekaj rekvizitov, torej to ogrinjalo, masko, ki jo je nosila, pa v bistvu se je potem tudi otvorila premierno za časa Ljubljana Art Weekend knjiga, ki je bila pač narejena tudi iz teh fotografij kot nek drug objekt. No, zadnje delo je pa tisto, ki nas v bistvu ven potegne nekako na globalni aspekt. Gre za delo Martine Minjo Perez. To je ekvadorska umetnica, ki ustvarja nekoliko drugače. V tem delu je v bistvu ta glavni aspekt vsega skupaj pravzaprav nek zvarek. Torej delo ni toliko izkušeno skozi oči ali ušesa, ampak predvsem skozi okus. Torej, ta zvarek je v bistvu nastal že prej za namena pač problematiziranja, kar se dogaja v Ekvadorju. Namreč v Ekvadorju je ta problem, da želijo v bistvu amazonski gozd posegati z namenom izčrpavanja nafte zdaj, to je ta trenutni boj. Vemo, da je amazonski gozd globalno zelo pomemben za vse, ne samo za Ekvadorce in ne samo za domorodce, ki živijo na tem ozemlju. No in v bistvu pripravlja nek zvarek, neko grenčico, zato je tudi naslov dela Grenko, ki nekako vzame te razne rastline iz amazonskega gozda, razne korenine, kakao in podobne stvari, da v bistvu skozi to okušanje lahko dejansko izkusimo vse te spore, ki se dogajajo v bistvu v samem amazonskem gozdu. To je ta kneantes, v bistvu gre kot za neko rastlino mesojedko, v kateri se potem ta zvarek tudi postreže oziroma lahko gledalec pride in s kapalko poskuša ta zvarek. Zvarek je potem nastal, je bil narejen po navodilih umetnice, ki ga je prilagodila za naše okolje in v iskanju vseh sestavin, ki sem iskal, je ena zadeva, ki se je zgodila čisto slučajno, je bilo tudi nabiranje regrata in ta regrat sem jaz dejansko potem nabral na našem kraškem mestu, ker se je zgodil požig. Dejansko ta globalni aspekt in ti problemi, ki se dogajajo, resnično tudi povezujejo z našim okoljem. No.
Torej, sestavine tega zvarka, ki je nastal v Sloveniji namesto v Ekvadorju, so v bistvu kakavova zrna, to je bilo v bistvu tudi v originalnem zvarku en glavnih elementov, zato ker prinašajo to grenčico, grenkobo, ki jo v bistvu grenčica mora imeti. Potem imamo janež pa vaniljo, to doda nek drugo kompleksnost okusa, koromač in nazadnje pa ta regrat, ki sem ga omenil. To je pa v bistvu potem razstavljeno lepo zraven dela na polici, da si lahko nekako interpretiraš, ko lahko potem v bistvu z malo raziskovanja ugotoviš, kaj pravzaprav si okušal. Tako da v bistvu zdaj skozi celotno razstavo, če je mogoče kdo opazil med samim poslušanjem, gre v bistvu za zasedanje vseh naših čutov, torej Idino delo nas prevzame skozi ušesa, potem vsa dela imajo neke vizualne elemente in na koncu pa v bistvu tudi vonjamo in okušamo delo Martine. Tako da se v bistvu razstava dejansko ni omejena na eno čutilo.